Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 1. april 2025. Moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju o slepih, ki so digitalni heroji. Obiskali smo delavnico, na kateri smo spoznali, kako slepi obvladajo digitalni svet. Grozljiva posnetka medvrstniškega nasilja nad mladoletnikoma na Ptuju. Kako bodo odreagirali ravnatelji šol vpletenih in kaj pravijo na policijski upravi Maribor. Med tednom se slovenski nogometni klubi merijo v pokalnem tekmovanju. NK Maribor pa je pred velikim izzivom. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Digitalni heroji so lahko tudi slepi. Ekipa Večera je bila na delavnici, ki slepim in slabovidnim pomaga, da se bolje znajdejo v digitalnem svetu, ko spoznavajo aplikacije na mobilnih napravah, ki jim lahko pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Oddaja naročila za e-recept, spletno naročilo osebne izkaznice, plačilo elektronske vinjete. Kar je lahko zahtevno za vsakega izmed nas, je lahko velik izziv za slepe in slabovidne osebe. Da se v digitalnem svetu čim bolje znajdejo, se v medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Maribor učijo tudi na delavnicah, pri čemer ima pomembno vlogo Branko Vrblač Vrba, ki z znanjem in izkušnjami pomaga udeležencem razumeti in osvojiti te napredne tehnologije. Po naključju sta se povezala Vrblač, inženir strojništva in grafični oblikovalec, ki je pred 2 letoma oslepel, in Miha Horvat, zastopnik ustanove Fundacije Sonda, ki z zavodom City Lab, Maribor in mrežo partnerjev izvaja projekt Digitalni heroji 30++, ki ga je zagnalo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Projekt je namenjen vsem starejšim od 30 let, a Vrblač, ki se je vso delovno življenje ukvarjal z računalniki in telefoni, ter Horvat sta hitro prepoznala nujnost digitalnega usposabljanja tudi starejših slepih, slabovidnih in gibalno oviranih. Na eni od delavnic v prostorih društva sta bila večerovca, novinarka Barbara Bradač in fotoreporter Sašo Bizjak. V svoji družbi pozdravljam Barbaro. Zdravo, Barbara. Zdravo. Najprej te prosim, da mi opišeš, kakšno je bilo srečanje z Vrblačem in ostalimi udeleženci delavnice. Kakšen je bil tvoj prvi vtis? Pisarna, sejna soba je bila polna udeležencev. Vsi so, predstavljate si, slepe ali pa slabovidne, zrli v telefone, jih poslušali, kako jih vodijo aplikacije, si pomagali drug drugemu. Ta skupnost, ta moč pomoči, povezovanja, cel prostor je prekipeval od tega. Da si bila navdušena. Ja, ker drug drugega razumejo in vedo, kje imajo težave, poleg tega, da aplikacij mnogih sploh ne poznajo, so si na ta način lažje pomagali, kot če bi prišel nekdo tretji, ki ni tako povezan. Kot smo že omenili, ima lahko vsak težave v digitalnem svetu, pri recimo oddaji naročila za e-recepte, spletnem naročilu osebne izkaznice in tako dalje, pa tudi pri branju seveda spletnih člankov in prevajanju elektronskih sporočil. Kako se pri vsem tem znajdejo slepi in slabovidni? Ja, najprej je takole. Slepi in slabovidni imajo večinoma osebnega asistenta. Ta jim lahko pomaga 30 ur na teden. Se pravi, od ponedeljka do petka, med vikendom se morajo znajti sami. Predstavljate si, da ne morete prebrati niti izvida zdravnika, davčne napovedi, takšnih podatkov, ki jih morda tudi ne bi radi delili čisto z vsakim. In pri tem jim seveda lahko pomagajo določene tehnologije, določene aplikacije, ki obstajajo. Nekaterih je celo veliko. V tej vsej zmedi raznoraznosti in raznovrstnih tehnologij pa je treba najprej vedeti, katero uporabljati, kako ti lahko koristi in kako jo uporabljati. In vse to je najprej naštudiral Branko Vrblač Vrba, sam preizkusil, ugotovil, kako mu lahko sploh to pomaga v življenju, sedaj pa to znanje tudi prenaša drugim. Se pa vsi zavedajo, da če ne bodo tega uporabljali, da ne bodo natrenirali, jim tudi ne bo veliko pomagalo. Tudi za te osebe je recimo ta podcast primeren, da lahko poslušajo naše zgodbe. Mimo grede na spletni strani Večerovi imajo vsi članki celo svojo zvočno podobo, sicer generirano.
s pomočjo tehnologije. No, da pa povemo še, da se vrnemo k temi, o kateri govorimo, katere aplikacije na mobilnih napravah torej slepim in slabovidnim pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Ja, recimo Branko Vrblač Vrba je preizkusil nekatere in rekel, da lahko olajšajo vsakdanja opravila. Recimo obstaja ena, ki ti v kuhinji recimo prebere to, kar piše na embalaži, recimo gre za kavo, čaj ali kaj drugega. Se pravi, preberejo napisano besedilo ali pa preberejo elektronsko sporočilo, priponko elektronskega sporočila, prepoznajo denar, sicer tukaj so slepi in slabovidni že precej izverzirani, pa tudi takšna obstaja, da s telefonom zaokrožijo po prostoru in potem ta aplikacija približno opiše ta prostor, približno opiše, kje je miza, kje je omara, kje je stol. Se pravi, takšnih aplikacij je kar nekaj, vendar jih je treba tudi izluščiti v vsem tem polnosti tega digitalnega sveta. Pišeš, da so lahko slepi digitalni heroji. Zakaj? Čeprav gre tukaj za projekt Digitalni heroj 30++, ki ga je spostavilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo in je namenjen predvsem starejšim, je ta kot novost, ali pa neka noviteta usmerjen k slepim in slabovidnim. Zakaj so pa lahko slepi digitalni heroji? Ker so ravno slepi in slabovidni tisti, ki so naštudirali zadeve in na ta način predajajo znanje dalje drugim kolegom, ki so tudi slepi in slabovidni in na ta način tudi ustvarjajo eno digitalno skupnost. Kaj še lahko povemo o tem projektu, kaj je za izpostaviti? Da se delavnic še vedno lahko udeležite, kogar to zanima. Prijavite se lahko pri društvu, Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Maribor. Delavnice bodo še maja in junija, izobraževanja pa potekajo tako na osnovni ravni, kot tudi potem na napredni ravni. In vsaka traja 10 ur, tako da je kar nekaj znanja, ki ga lahko pridobite. Veseli bomo, če boste to informacijo ali pa ta podcast tudi delili tistim, ki jim bo ta informacija prišla prav. Še to, koga vse zajema to društvo? Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor ni zgolj samo mariborsko društvo, ampak obsega kar široko območje, kar 33 občin od Črne do Benedikta. Je pa res, da je kar polovica članov iz Maribora, imajo pa že več kot 650 članov. Tako da morda kdorkoli pozna koga, ki bi mu prišla ta pomoč prav, ta pomoč ni omejena zgolj na Maribor ali pa občino Maribor, ampak obsega, tako kot sem rekla, res širok nabor območja. Okay, s kom vse si govorila na teh delavnicah? Z Vrblačem, z Horvatom, še kdo? Seveda z gospo Andrejo Božnik, ki je oslepela kasneje v življenju, sicer še ima nekaj malega ostanka vida in ona tudi pravzaprav zelo poudarja, kako pomembno je, da bo to trenirala, da ji bo prišlo v prste, v zavest, pa tudi s predsednikom društva Milanom Mugarlejem. Super, hvala Barbara, da si vzela čas, da smo zgodbo predstavili deloma tudi v audio obliki, seveda pa vabljeni k branju v tiskani in spletni različici. Nekaj še želiš dodati? Da je članek odklenjen. Tako, vabljeni k branju. Včeraj v ponedeljek smo v podkastu Večer zjutraj govorili o tem, kako mladim olajšati pot v odraslost, saj se ti v mladostništvu danes soočajo s številnimi težavami, tema pogovora pa je bila tudi popularna Netflixova serija Adolescenca. No, tokrat govorimo in pišemo o medvrstniškem nasilju otrok na Ptuju. Na spletu je pred dnevi zaokrožil posnetek medvrstniškega nasilja, ki mu je kmalu sledil še drugi. Posnetka sta s ptujskih ulic, kjer mladoletniki, šlo naj bi za osnovnošolce, napadajo drugega mladoletnika. V skupini so večinoma fantje in 2 dekleti, zlasti v prvem posnetku, ki je viralen po družbenih omrežjih, so objesni. Fantu zadanejo zaušnice in brce, hkrati pa ga zaničevalno zmerjajo. Na policijski postaji Ptuj so z obema posnetkoma, ki sta bila objavljena na družbenih omrežjih, seznanjeni. V obeh primerih intenzivno zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, v enem primeru tudi neupravičenega slikovnega snemanja. Neuradno smo izvedeli, da so s posnetkoma na policiji seznanjeni že od začetka marca, vsaj eden pa naj bi nastal že prej, domnevno konec januarja. Po neuradnih podatkih so nasilneži na posnetkih iz osnovne šole Breg, Mladika, Olge Meglič in Podlehnik. Žrtev naj bi bila iz osnovne šole Breg. Vida Božičko Steinberger poroča, da so se včeraj ravnatelji vseh potencialno vpletenih šol tudi sestali na to temo.
Citiram: "Uradne potrditve strani policije sicer še nimamo, a na podlagi posnetkov smo prepoznali nekaj naših učencev," je dejal ravnatelj osnovne šole Mladika Bogomir Širovnik. Zaskrbljujoče je, da do zdaj še nismo dobili nobenega odziva staršev teh otrok. Nekateri starši so nas sicer poklicali, a ne starši otrok iz posnetkov. Otrok, ki so bili morebitno vpleteni, v ponedeljek tudi ni bilo v šolo, je še dejal Širovnik. Ta še razlaga, da šola razen preventivnih ukrepov najverjetneje ne bo mogla izvesti ničesar, saj je šlo za dogajanje izven šolskega prostora v času, ko ni potekal pouk. Vseeno bomo morali nasilju posvetiti še več pozornosti, še poudarja. Na policijski postaji Maribor pozivajo, da morajo starši ob nenavadnem obnašanju otrok z njimi nemudoma govoriti. Na problematiko snemanja in javnega objavljanja medvrstniškega nasilja že nekaj časa opozarja antropolog Dan Podjed. Kaj je še povedal, pa preberite v članku na naši spletni strani, ki ga je pripravila Vida Božičko-Steinberger. Med tednom so slovenska nogometna igrišča rezervirana za tekme četrtfinala Pokala Slovenije. Danes bomo v živo pospremili dvoboj drugoligaša Bistrice in prvoligaša Kopra, v Večeru pa lahko na to temo preberete pogovor s trenerjem Bistričanov Robertom Pevnikom. Jutri sledita tekmi Nafta Bravo in Maribor Celje, v četrtek pa se bosta pomerila Olimpija in Beltinci. Seveda bomo kot vselej podrobno spremljali dvoboj vijoličastih, ki se bo jutri v Ljudskem vrtu začel ob 19. uri. Mariborčane pa proti Celjanom, ki so že izpadli iz boja za naslov državnih prvakov, čaka velik izziv, saj proti prvoligašu v pokalu niso slavili vse od leta 2019. Ste zastrigli z ušesi? Da, Maribor se v pokalu v zadnjih letih ne znajde. Čeprav na naslov čaka že od leta 2016, je Maribor z 9 pokalnimi lovorikami še vedno najuspešnejši klub v tem tekmovanju. Olimpija mu je blizu, a le če k 4 naslovom aktualnega kluba prištejemo še 4, ki so jih zeleno-beli osvojili pred bankrotom leta 2005 in ustanovitvijo nove pravne osebe. Novi vijoličasti so še vedno v igri, da v svoje vitrine že v tej pomladi dodajo jubilejno 10. lovoriko, bodo pa za kaj takega morali prekiniti negativno serijo, ki traja že 6 let. V sredo ob 19. uri torej bodo v Ljudskem vrtu vijoličasti v četrtfinalu gostili nogometaše Celja. Da štajerski rivale znajo premagati, so izbranci trenerja Boštjana Cesarja dokazali na zadnjem ligaškem obračunu, ko so v 20. krogu v Knežjem mestu slavili z 2-1, a v pokalu Slovenije jim tekmeci iz prve lige ne ležijo. Naš Marko Kovačevič je preveril statistiko pokalnih tekem Maribora v zadnjih 6 letih. V prejšnji sezoni so Mariborčane v osmini finala v Ljudskem vrtu premagale Radomlje. V sezoni 2022-2023 so se vijoličasti prebili vse do finala, a po poti izločili le klube iz nižjih rangov slovenske nogometne piramide, v zadnjem dejanju v Celju pa izgubili proti Olimpiji. Tako v sezoni 2020-2021 kot 2021-2022 so bile v četrtfinalu premočne Domžale, v sezoni 2019-2020 pa je četo trenerja Darka Milaniča že v osmini finala ustavil takratni drugoligaš iz Kopra. Vse do pomladi 2019 je treba brskati, da najdemo zadnjo pokalno zmago Maribora proti tekmecu iz istega ranga. V polfinalu sezone 2018-2019, kjer sta takrat še odločali 2 tekmi, je bil gol Dina Hotića dovolj za zmago z 1-0 proti Muri v Ljudskem vrtu, povratna tekma na Fazaneriji pa se je končala z remijem 1-1. V finalu, ki ga je tudi takrat gostilo Celje, je bila z 2-1 boljša Olimpija in takrat se je začela črna serija vijoličastih proti prvoligašem. To je bil Večerov dnevni podcast Večerje zjutraj 1. aprila 2025. Čeprav je ta dan namenjen številnim potegavščinam, je naslednja vest, tako kot novice predtem, povsem resnična. Naša sodelavka Branka Bezjak je bila včeraj strani poslušalk in poslušalcev Vala 202 izbrana za ime tedna. In to v zelo zahtevni konkurenci, ko so ljudje izbirali še med novim svetovnim rekorderjem Domnom Prevcem in odlično gledališko režiserko Matejo Koležnik. Čestitke Branki, hvala pa tudi vsem, ki so glasovali in izrazili podporo pokončnim v novinarstvu. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odsetil pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Z vami sem bil Miha Dajčman, se beremo in slišimo.